Pozdravljeni. Virtualni varnostni avtomobil na zaključku velike nagrade v Mehiki buri duhove med mnogimi navdušenci Formule E. Danes bomo skupaj skušali ugotoviti, ali je bil ta ukrep nepotreben ali celo nujen. Mnogi navdušenci Formule 1 so odkrito razočarani. Namreč obdobje virtualnega varnostnega avtomobila na samem zaključku mehiške dirke je po njihovem mnenju pokvarilo celotno dogajanje. Tako nismo imeli priložnosti spremljati dvoboja med Charlesom Leclercem in Maxom Verstappenom za drugo končno mesto, in niti ne tistega, ki bi se razvilo v boju za četrto mesto med Oskarjem Piastrijem in Oliverjem Bernom. Mnogi viri navajajo, da so se pri vodstvu dirke napačno odločili, da virtualnega varnostnega avtomobila sploh ni bilo potrebno vpoklicati in da so pri FIA kot običajno na položaju nesposobnih. In gre za mnenje posameznikov, ki je lahko pravilno ali napačno. Ampak danes bomo videli, kako pravzaprav nekateri ali ne poznajo procedur, pravil in seveda načina, kako se določen inštrument uporablja, ali pa hočejo nalašč napraviti neke zgodbe o zarotah in podobno, ki pa so kot v večini primerov čiste izmišljotine. V komentarju dirke za veliko nagrado Mehike sem omenil že neka dejstva, ampak danes jih bomo ugledali malce bolj podrobno. In da bomo malce bolje razumeli, zakaj smo na koncu dirke videli obdobje virtualnega varnostnega avtomobila, je dobro, da se najprej ustavimo pri prvem incidentu, ki smo mu bili priča na tokratni dirki. Govorim o tistem prečkanju proge strani varnostnih delavcev praktično v samih začetnih krogih velike nagrade. Kot nam kažejo posnetki, so seveda varnostniki prečkali progo, pobrali drobce, se vrnili na svoja izhodiščna mesta, ampak takrat je mimo prišel Liam Lawson. In situacija je bila izjemno nevarna, kajti ni bilo ne enojne, dvojne rumene zastave, ni bilo obdobja virtualnega varnostnega avtomobila ali onega pravega. Malo je manjkalo, da ne bi prišlo do trčenja. In v Formuli 1 se je nekaj podobnega že zgodilo. Na veliki nagradi Južne Afrike leta 1977. Renzo Zorzi se je ustavil ob progi. Njegov bolid so začeli zajemati plameni in hitro je bilo potrebno pogasiti princip požara. Dva varnostnika, ki sta pa bila na nasprotni strani proge, sta seveda sklenila, da je potrebno iti v akcijo. S seboj sta seveda imela gasilni aparat in prečkala sta progo. Zorzijev moštveni kolega Tom Price je prav takrat prišel po štartno-ciljni ravnini in zgodilo se je tisto, kar vidite na sliki. Ne samo, da je umrl varnostni delavec, ki je tako pogumno planil čez progo, tudi Tom Price se je dobesedno odpeljal v večnost.
v njegovo glavo je priletela, jeklenka gasilnega aparata, ampak on je šel naprej po štartno-ciljni ravnini praktično do prve proge. In od takrat je prepovedano brez izrecnega dovoljenja prečkati progo. Se kdo spomni velike nagrade Katarja iz sezone 2023? Lewis Hamilton je dobil 25.000 evrov kazni, ker je brez dovoljenja prečkal progo. Zakaj sta, na primer, Charles Leclerc in Oscar Piastri dirko gledala iz nekega zasilnega položaja tam izven vsega dogajanja, kot sta odstopila na dirki in se nista vrnila praktično v svoji garaži? Zato, ker nista smela prečkati proge, dokler seveda je dirka trajala. In da si ne bo kdo mislil, da gre tu za moje osebno mnenje, za mojo interpretacijo, ki marsikomu ni všeč kot običajno. Danes sem si vzel nekaj časa in poslal sporočilo velikemu prijatelju in seveda tudi podpornik kanala. Verjetno ste zasledili 2 intervjuja, ki sem jih že napravil z Izidorjem Halužanom, ki je med drugim ne samo velik ljubitelj Formule 1, ampak tudi nekdo, ki dobro pozna delo varnostnika v Formuli 1, kajti je eden izmed njih. In Izidor kot izstopa je sporočil, kakšni so postopki, in povedal svoje mnenje, kaj se je zgodilo pravzaprav na progi Bratovo-Rodriguez. Jasno je, da brez izrecnega dovoljenja ne sme nihče stopiti na progo in še to v tistih varnih razmerah, ko imamo na primer dvojno rumeno zastavo, varnostni avtomobil ali virtualni varnostni avtomobil. In sam Izidor potrjuje eno izmed mojih sklepanj, da so bili tam seveda malce preveliki entuziasti, da so hoteli narediti nekaj dobrega, ampak da jih je zaneslo in da so kršili varnostne predpise. In upam, da bo kazen izjemno huda in zaradi tega vzgojna, kajti tveganje je bilo ogromno. Ampak to se je zgodilo na začetku dirke. Zakaj je zgodba tako pomembna? Ker nam bo pomagala razumeti, zakaj je bilo potrebno imeti obdobje virtualnega varnostnega avtomobila na koncu. Dobro vemo, da je bil povod za virtualni varnostni avtomobil Carlos Sainz mlajši, ki je odstopil, in na njegovem Williamsu smo videli princip požara. In tudi FIA je izdala sporočilo, kjer so potrdili dejstvo, da smo imeli požar, da so bili varnostniki prisiljeni stopiti na progo in seveda, da zaradi varnosti je bilo potrebno imeti obdobje virtualnega varnostnega avtomobila. A verjamem, da mnogi izmed vas ste prepričani, da je Carlos Sainz mlajši svojega Williamsa zapeljal za varnostno ograjo in torej, da so se pri vodstvu dirke zmotili in da pri FIA ne vedo, kaj počnejo, in da so vsem nam zaradi tega uničili dirko. Težava je v tem, da v prenosu dirke mi incidenta Carlosa Sainza mlajšega smo videli. Težava je v tem, da v mnogih virih, ki kritizirajo odločitev FIA, so nam pokazali le lepo umeščene fotografije, kjer bi lahko sklepali, da je bil Williams Sainza parkiran za varnostno ograjo.
ampak smo prepričani v to, je res to naš zadnji odgovor, ali rabimo morda polovičko, klic od doma. Poglejmo si naslednjo fotografijo. Žal tu posnetka vam ne morem predvajati, kajti avtorske pravice, ki jih ima Formula One Management, so takšne, da bi YouTube posnetek izbrisal v 30. Vidimo lahko, da bolid Carlosa Sainza mlajšega je bil na vhodu tistega dela, kjer bi lahko zapeljal za varnostno ograjo. Ampak je bil lepo spredaj. In seveda, ker smo imeli princip požara, podobno kot v primeru Južne Afrike, ki sem ga omenil malce prej, so varnostniki najprej morali poskrbeti, da bolid ne bi začel goreti, in šele nato so ga lahko odrinili na varno. Seveda, nihče izmed nas si ne predstavlja, da bi goreč bolid varnostniki porivali tja za varnostno ograjo. Upam, da je to vsakomur izmed nas. Ja. In vidimo lahko, da nekateri viri zaradi lastne nesposobnosti, zaradi želje po ustvarjanju zgodb in predvsem klikov, so nas tudi tokrat želeli pripeljati dobesedno žejne čez pot. Virtualni varnostni avtomobil je bil seveda tu upravičeno uporabljen. Namreč rad bi vas spomnil, da je pokojni Charlie Whiting se izmislil to obliko v tisti tragični nesreči, ki je stala življenja Julesa Bianchija. Lahko bi uporabili na primer tudi dvojno rumeno zastavo, ampak po protokolu so ravnali čisto pravilno. In seveda verjamem, da marsikomu ne bo všeč, ker ni videl dvobojev, ker je bil prikrajšan, ne vem zakaj. Namreč eden od udeležencev dirke, mladenič, ki sliši na ime Max Verstappen in ki je do sedaj osvojil 4 naslove svetovnega prvaka, je dejal, da varnostni avtomobil ti lahko kdaj pa kdaj pomaga, drugič škodi na dolgi rok se vse poravna in seveda iz tega ni delal polemik. Polemiko so seveda napravili tisti, ki pišejo o Formuli 1, ki izražajo svoje mnenje, ampak kot kaže, v ozadju nimajo nobenega znanja, ali pa hočejo, kot sem že poudariti, samo naš gnev, naše sovraštvo in ustvarjati neke zarote, ki jih v resnici sploh. Žal, tokrat se je zgodilo, da na koncu dirke so bili prisiljeni uporabiti virtualni varnostni avtomobil, ampak napravili niso nič napačnega. Edina napaka, ki bi jo lahko očitali, je bila ona na začetku. Upam, da so zadeve sedaj malce bolj jasne in da bomo tudi mi, navdušenci, preden si ustvarimo neko mnenje, ki izhaja iz takšnih virov, na primer tudi preverili fotografije, ki nam kažejo realno stanje. A za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.